veseli. Jezdimo, sijemo in držimo skupaj, karkoli se zgodi. Ja, vsi smo skupaj v avanturah. Jezdimo nekam, kjer mestimo vsi. Gremo na grivje! V današnji epizodi Klara in Zoja objavita razburljive, vendar netočne zgodbe na spletni strani Grivjega. In njuno pretiravanje lahko povzroči, da bodo Grivje zaprli. Nihče ne ceni najnega trdega dela. Nobena novica je najboljša novica. Belsk, pridi! Kam naj grem? Bine je grabil listje in Angora misli, da ga je dovolj za skakanje. O, fant! Kako rada skačem v listje! Si ti povedala, da je listje dovolj? No, Grdo, Angora. hej, rekla sem, da mislim, da ga je dovolj. Nisem lagala. To ne, si pa priredila resnico. In to je lahko zelo nevarno. Se spomniš, kako sta Klara in Zoja nekoč skoraj uničili Grivje? Ja, Belsk. Mislim, ne, Belsk. Kako pa? No, vse se je začelo nekega jutra. Kje pa so danes vsi? Ježa obzori. Dobimo se ob 6. Tako piše na urniku. Halo? Živijo, Moni. Vid, zakaj sem samo jaz prišla na ježa obzori? Ker bo šele naslednji torek. O, fant! Urnikom na Grivjem je iz dneva v dan težje slediti. Drži kot pribito. Kako sem zaspan? Vid, nekaj je treba storiti. Kaj pa? Grivje mora vstopiti v 21. stoletje. Kako? Pridi čez kakšno uro, v hlev pa boš videl. Res hvala vsem, da ste prišli. Zakaj si nas klicala, Moni? Mogoče ste opazili, da si je vedno teže zapomniti, kaj vse se dogaja na Grivjem. To je pa res. No, čas je, da nekaj ukrenemo. Kaj pa naj bi ukrenili? Začeli si bomo sporočati. Vstopili bomo v 21. stoletje. Postavili bomo spletno stran. Ja, kaj nam pa bo? Vsak dan bomo objavili urnik. Svetom bomo delili novice in informacije o Grivjem. To je pa dobra ideja, Moni. Lahko celo objavljamo posnetke. In to najne. In ljudje brez računalnika lahko dobijo dnevni letak. Lahko bi izdajali strip. Vid bi lahko pisal blog z nasveti. Ja, res bi lahko. Lahko delimo nasvete za varno deskanje po spletu. Ja, vedno vprašajte starše, ali smete brskati. In nikoli ne dajajte osebnih podatkov, imena in naslova. Krasno! No, kaj pa že čakamo? Kar začnimo! Na delo! Zaradi nedavnih gozdnih požarov bomo jezdili po vzhodni poti. Napisal bom vse o objektih, ki jih ima Grivje. Pri dresuri je pomembna barvna usklajenost. Če barve niso usklajene, vam ni pomoči. Ja, rjava in siva sta čisto iz mode. Najvišje ocene Državnega konjeniškega združenja. Draga Sara, kako najbolje pomiri živčnega konja? Podpis zaskrbljena. Draga zaskrbljena, konj ti ne bo zaupal, če ne zaupaš vase. Če so vaša stremena predolga, težko pravilno sedite in vodite konja. Težko pravilno sedite in nadzorujete konja.
Skrajšajte jih. Lepo vid. Pa naj jim video. Zdaj je. Saten ni več samo za jahanje. No, kako se vam zdi? Ja, res je. Res. Kakšno zvezo ima to z grivjem? Kaj pa misliš? Vse sva del grivjega, a ne? Bilo je o naju. Saj za to gre. Objaviti moramo stvari, ki so pomembne za vse na grivjem. Ja, recimo zgodbe iz življenja. No, to bi zmogli. Ja, lahko piševa takšne zgodbe. Krasno. Jutri začnemo nove projekte. Enkratno bo. A lahko najdeva kakšno takšno zgodbo? Saj ne bo težko. Prava mora. Škoda, da tu ne živi nobena filmska zvezda. Ja, to bi bila krasna zgodba. A veš kaj? V bližini res živi zvezda. Kdo? Katrin Jan. Kdo? No, ni čisto prava zvezda. Pomagala je pri ličenju v reklami za avto. Torej je skoraj zvezda. Ja. Kdo bi si mislil, da ena najvplivnejših oseb v filmski industriji živi v neposrednji bližini grivjega? Tako je. Zelo pomembna hollywoodska osebnost ima zelo zasebno skrivališče zraven našega posestva. Čakaj, prvič slišim, da v bližini živi filmska zvezda. No, zato ker je to velika skrivnost. Kdo je ta oseba? Ja, povej ime. Žal res ne smem. Ja, morali sva ji obljubiti, da bova tiho. Mislim, da že vem, kdo je. A res? Lucy DeCarlo, ne? Ja, Lucy DeCarlo. Ja. Lahko vidimo hišo? Joj, obljubili sva, da bova molčali. Ja, novinar mora biti pošten. Očitno sta enkratni raziskovalni novinarki. Katera je naslednja velika zgodba? Boš že videla. Ja, še 100-krat boljša bo, kot je bila ta. Daj no, povej! No, daj, Zoja, povej jim. Ne, kar izvoli. Dobro, prav. Gre za medveda. Videli sva ga v bližini. Ja, medveda, danes dopoldne. Prosim? Resno? Tukaj že zelo dolgo nisem videl medveda. Kje ste folk, pa ste to, kva sem dobil? Iz Smart Ledca so ji poslali Smart Galaxy Projector in pa LED lučke, noro. V glavnem meni je res bolano. Če si hočeš naročati svoje, pejt na moj profil, klikaj link v Biotu in si jih vzem. Ne bo ti žal top zadeva. Ajde, imejte lep dan, čau. No, veš, zato je zanimivo, ne? Medved? Ja, medved vid, dopoldne. Veš, ni bil velik medved. Mladiček, majhen, srčkan kosmatinček. Ja, izgubljen. Še slabše. Zakaj? Če se je izgubil, ga mama medvedka gotovo išče. Lahko pride do težav. Morata mi povedati, kje sta ga videli. No, ne bi mogla reči, da sva ga videli. Na črnem grebenu. Preveriti moram. Klara, Zojo bi lahko šli z njim in posneli video. Saj bi šla Moni, ampak Perlo precej boli gležen. Ja, jaz pa zaostajam z blogom. Saj veš, za spletno stran. No, urednica sem. Bom šla pa jaz z vidom. Pozno je že. Bova šla zjutraj pogledat. Ne skrbi, Moni. Skrbeli bova za spletno stran, ko te ne bo. Računaj na naju. Pojdiva iskat medvedka, Moni. Imam kamero. No, Zoja, kaj bo jutri glavna zgodba? Boljša mora biti od medveda. Kaj praviš na gozdni požar? Kateri požar? Tisti, ki iz hribov drvi nad grivje. Kaj? Kje? No,
Bilo je lani. Ampak hej, zgodba je res enkratna. Ja, res. Vse napisano bo držalo. Samo datum spremeniva. To bo najbolj razburljiva spletna stran absolutno na svetovnem spletu. Wow, Senta! Pa poglejva, če je moj blog že objavljen. Draga Sara, kateri je najboljši hlev? Ej, to pa ni moje! Pa kaj je to? Klara! Zoja! Ja, Sara? Kako sta dobili sliko Vida in Moni z medvedom, če sta ga šla šele iskat? Slika je računalniška. Kar dobra je, ne? Ampak ni resnična. Glej, Sara, nihče ne bo bral dolgočasne strani. Poglej oglede. Po spremembah so se več kot podvojili. Ampak lažeta! Sara, ne razumeš bistva novinarstva. Saj ni pomembna resnica. Važno je, da imaš čim več bralcev. No, če nama dovoliš, čaka naju veliko dela. To je precej strmo. Nihče ni rekel, da je lahko poročati. Tukaj sta ga videli, ampak nobenih sledi ni. Hej! Moni! Vid! Drži se! Moni, ne premikaj se! V redu sva, Vid. Au! Ga lahko pokrčiš? Malo. Ne zdi se mi zlomljen, ampak moraš k zdravniku, da te bo pregledal. Moni! Kaj pa je? Samo zvin. Upam. Sta našla medveda? Ne, ničesar nisva videla. Kaj pa, če je bil tisto samo rakun? Ja, ali pa veverica. Pridi, to moraš videti. Ogled strani se je potrojil. Medved, požar, kaj ste naredili? O, fant, nič od tega ni res. Laži so. Hej, ne samo laži, no? To pa ni prav. Ko se vrnem, se bomo pogovorile. Nihče ne ceni najnega trdega dela. Medtem ko je ne bo, bova napisali senzacijo brez primere. Poglej tega kužka, pa vsod koplje luknje. Hujši je kot hrček. A tudi ti misliš isto? Če misliš isto, kot mislim jaz, misliva isto. Pridi, na delo! Kaj imate za brigom? Res ne vem, ampak najbrž nič dobrega. Neverjetno, kakšne zgodbe ste objavili. Res jih boš morala popraviti. Saj vem, na srečo so zgodbe neškodljive. Vid! Moni! Kaj pa je, Sara? Težave, nagrivjem! Kakšne? Pridita, hitro! Hitro! Kaj počne tu Državna konjeniška zveza? Omenjali so nekakšne kršitve. Čakaj, hočejo, da počakamo zunaj. Zakaj? Ljudje iz Državne konjeniške zveze so prišli, menda zaradi kršitve varnostnih predpisov. Grivje lahko izgubi svojo dobro oceno. Lahko ga celo zaprejo. A misliš res, novine? Če ocena pade pod C, bo zveza naše konje preselila na drug ranč. Kakšna krivica, saj ne smejo. V resnici na Grivjem nimamo nobenih težav z varnostjo. Res? Kako vesta?
No, saj je jasno, to je najvarnejši kraj na svetu. Zakaj je na naši strani vroča novica? Ograje so pomemben del konjušnice, ampak če so slabo vzdrževane, lahko predstavljajo veliko nevarnost. Luknje hrčkov za konja pomenijo zvit gleženj, za jezdeca katastrofa. Wow, nagrivjem je drugače! Kdor gleda našo spletno stran, tega ne ve. Nekdo nas je prijavil konjeniški zvezi. Očitno je nekdo zelo zavzeto urejal našo stran. No, nisva hoteli povzročati težav. Samo malce so pač pretiravali. Malce? Malce bolj? Kako ste vse tako razrili? Z rjastim žebljem skupa šare. Na ograjah jih že ni. Naj uganem. Luknje sta izkopali sami. Ja, in naporno je bilo. Klara, veste, da bi se lahko konji poškodovali? Hej, ravno so jih hoteli poravnati, ko so pridrveli inšpektorji. Slabo je. Težko je spet povrniti izgubljeni ugled. Nisva vedeli, da bodo takšne težave. Samo večja je bila zgodba, več ljudi je obiskalo stran. Radi bi vse popravili, ampak ne veva kako. Hej, pazi, Kalipso, zelo draga je bila. Že vem, kaj lahko naredimo. Kaj pa? Isto kot na začetku. Poročali bomo. Tokrat po resnici. Mi jo posodiš? No, lahko, če boš pazila. Pojdita z mano. Čas je, da popravimo škodo. No, tako, končano. Kako se vam zdi? Objavljamo novo poročilo z Grivjega, da boste videli, kako lahko je izkrivljati resnico. Če poveste samo del zgodbe, ni enako, kot če jo poveste v celoti. Pojavile so se skrbi zaradi polomljenih ograj. Ampak ograje na Grivjem so cele. In luknje hrčkov? Luknje hrčkov za konja pomenijo zvit gleženj, za jezdeca katastrofa. Hrčki so na slabem glasu. Ampak luknje so izkopali ljudje. Razborljive zgodbe pritegnejo pozornost. Resnica pa pritegne zaupanje. Ja, in resnica je, da je na Grivjem varno. Varno, da je že dolgočasno. Žal nama je, da sva vse zavajali. Še dobro, da si je konjeniška zveza ogledala naš prispevek. Kako sem se umazala, ko sem polnila tiste luknje? Pa kaj? Jaz sem se pa spotila. Hej, ne bom več izkrivljala resnice, ker tega nočem doživeti nikoli več. Hej, ste vsaj veliko nastopali. Poleg tega pa si je Grivje zopet povrnila ugled. Ja, prav To je res. glavno. To je edino pomembno. Končno! No, vidiš, Angora, povej, kot je. Ne laži. Resnica je zelo dragocena stvar. Ja, oprostita, Tini, Medo, mi jo odpustita? O, seveda jasno. Hej, poglejte tja! No, tisti kup listja je pa res dovolj velik za skakanje.
Ojoj, ojoj, komaj čakam, da skočim. Hej, počakajta! Tudi jaz bi rada skočila van! Hej! Pazi, pujsa! Kaj pa počneš, hudirja? Angora! No, povedal sem vam vse. Se vidimo? Hej, prijateljčki, prihranite nekaj zabave še zame. Griv je